Dober dan, dobrodošli nazaj in pozdravljeni v drugem sklopu našega druženja. Hvala, da ste ostali tudi, da ste se nam pridružili naprej. Jaz sem eno grdo razvado, med odmorom prisluškujem, kaj se pogovarjate, in uspešnost okroglih miz sodim po deležu pogovorov o temi. In tokrat sem kar parkrat slišal, da ste debatirali o tem, kar smo govorili, tako da me to veseli. Naj te misli ostanejo z vami. Zdaj se premikamo v bolj praktični del, ampak najprej bodo tisti, ki so učili vas ali pa nas, povedali, česa so se naučili sami. Besedo predajam Petru Novoselcu, vodji projekta, da nam pove in pokaže, kaj so počeli in kakšni so bili rezultati projekta. Peter, izvolite. Hvala. Tudi jaz se bom najprej zahvalil vsem vam, ki ste prišli po tako lepem vremenu, vsem nazaj notri. Tako da to je dober znak in znak nekega zanosa. In v resnici vam bom poskušal predstaviti, kako smo razmišljali, takrat, ko smo razmišljali, razmišljamo vse skozi, ampak kot smo razmišljali o tem projektu, ko smo zasadili neke korenine tega in potem, kako smo to razvili. In potem vam bom povedal tudi rezultate tega projekta. Tako da, v bistvu, tele tri slike nam lahko pomenijo zelo različne stvari, predvidevam, mogoče niso čisto povezane, kažejo pa eno obdobje, bom kar jaz odgovoril, no, če si mogoče zastavljate se sicer vprašanja, ampak te tri slike prikazujejo pač neko obdobje, nek čas, ki si ga 5 let ali pa 4 leta nazaj niti nismo predstavljali. Nič od tega v resnici ni bilo tako globalno prikazano, ne. Običajno nismo hodili z maskami naokoli, pa je potem to kar postala neka realnost. O umetni inteligenci smo večinoma zvedeli samo na fakulteti, o generativni umetni inteligenci termina takrat sploh še ni bilo. To, da se bomo pogovarjali videokonferenčno preko drugih tehnologij, tudi ni bilo običajno. Zakaj sem to povedal? Zato, ker obdobje, v katerem smo začeli razmišljati o tem projektu, vsega tega sploh ni vključeval. In ko smo bili soočeni z popolnoma drugačnim svetom, smo v resnici konkretno to vključili v naš program usposabljanj. Malo vas bom izval, seveda, zato da se malo porazgibamo in v resnici predno se lotimo pač samih rezultatov projekta in vsega, s čimer se je pač projekt ukvarjal, se dajmo vprašati, zakaj so digitalna znanja v resnici nujna. Danes smo se že dotaknili tega, zato vas bom prosil, rešite menti, v bistvu napišite, kar vam pride na pamet. Vprašanje je, katera digitalna sprememba je v zadnjih letih po vašem mnenju najbolj vplivala na vaše delo? Ja, ta okrogla miza je imela velik efekt, verjetno je še kaj drugega tudi, ampak okej. Vidim, v katero smer greste, tako da bom jaz kar nadaljeval svojo predstavitev. Ja, prav gotovo je umetna inteligenca tudi eden izmed sprožiteljev digitalnih kompetenc in vsega, kar smo v bistvu v okviru projekta razvijali. Nekako bom poskušal strniti v 3 temeljne skupine. Digitalne kompetence so v resnici pomembne zaradi našega učinkovitejšega dela, pa ne samo zaradi dela, tudi zaradi tega, da se sploh znajdemo v tem digitalnem svetu, že lahko rečemo.
Državni sekretar, pa tudi tukaj je bilo ena parkrat omenjeno, pa tudi generalna direktorica in vodja upravne akademije sta govorili o boljših storitvah za uporabnike, se pravi, če svoje delo učinkovitejše in znam upravljati, potem bojo tudi te storitve, ki jih bom upravil za nekoga drugega, v bistvu boljše. In seveda tisto, kar je mogoče v tem trenutku, po mojem mnenju, še najpomembnejše, prilagodljivost spremembam. Morda se veliko pogovarjamo o tem, kako pridobivamo nove kompetence, zelo malo se pokvarjamo s tem, kako v bistvu se odučimo od nečesa, kar je bilo, ker v bistvu svet, ki nastaja v tem trenutku, se spreminja. Ne? In v resnici bomo soočeni s tem, da bomo v resnici morali neke svoje veščine, neka svoje vedenja, neka svoja znanja pozabiti, zato da se bomo lahko naučili za neko novo realnost. To je v bistvu v resnici postaja ena izmed najbolj pomembnih kompetenc sicer. No, bom spet dolgočasen, pa boste vi pisali, pa gremo naprej. Zdaj, moje vprašanje pa bo v resnici, torej, katere digitalne veščine bodo po vašem mnenju najbolj pomembne v naslednjih 5 letih? Ni treba upoštevati tega, kar sem vam jaz kar povedal, dajte še kaj drugega, dajte premisliti v resnici, itak pa ni nepravilnih odgovorov, ker gre zdaj itak za vaše osebno mnenje. Tako je, kritično mišljenje tudi. Varnost, digitalna pismenost, veščine razmišljanja. Malo bomo še pustili, pa. Ja. Zelo smo vpeti v ta svet umetne inteligence. Zdaj bom pa šel v zgodovino in povedal, kako smo začeli ta program in zakaj je tak, kot je. V resnici, do leta 2019 smo na Upravni akademiji na Ministrstvu za javno upravo sicer izvajali program digitalnega opismenjevanja, digitalnih tečajev, in v resnici so bili te izvedeni v obliki klasičnih tečajev za uporabo orodij. Leta 2019 smo naredili prvi velik premik in smo v resnici rekli, da v resnici uporaba orodij je sicer seveda pomembna. Vsi vemo, da moramo znati uporabiti, ampak dokler uporabljamo samo orodje, je to v resnici samo golo uporaba orodij. Želimo v bistvu povišati neko stopničko na neko osnovno digitalno pismenost in smo v resnici razvili kompletno nov program usposabljanj za digitalno pismenjevanje. Rekli smo mu, tisti, ki se spomnite, ustvarjam, komuniciram in sodelujem v digitalnem svetu. Kompleten program pa smo naredili po referenčnem frameworku DIG-COMP 2.1. Zakaj je dobro, da naredimo po referenčnem okvirju? Zaradi tega, ker v resnici smo po eni strani primerljivi, znamo pogledati učne cilje in znamo v bistvu iz teh učnih ciljev narediti dejavnosti, kako v resnici izvedemo usposabljanje. Leta 2021 smo začeli razmišljati, da bi v resnici vsem javnim uslužbencem ponudili usposabljanja v bistvu na nivoju, na tisti ravni, ki jo potrebujejo. Torej, osnovna digitalna pismenost ni več dovolj. Ker če v bistvu damo vsem vse enako, potem vsi dobijo enako. Saj to je v bistvu v določeni meri čisto ok, ampak nekateri potrebujejo več. No in razvili smo pač program, ki smo ga poimenovali krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev. Financiran je, in se v tem trenutku pač zahvaljujem, načrtu za okrevanje in odpornost, in dobili smo financiranje od leta 2023 do leta 2026, torej današnji dan je zaključek te konference, junija pa v resnici zaključujemo ta projekt, konec junija pa zaključujemo ta projekt. Kaj pa bistvo tega projekta v resnici pa je, da smo v bistvu nadgradili nabor kompetenc še z drugimi referenčnimi okvirji,
tudi ICF, ki je v bistvu Evropski kompetenčni framework za računalniške kompetence, in ta desni, naslovnica je sicer tu samo, je pa tisti, ki je bil za nas najbolj osnoven. In to je jedro našega projekta in tudi našega programa in vsa naša razvita usposabljanja sledijo temu. V resnici, kaj smo naredili? V bistvu smo naredili trdno jedro osnovnih digitalnih veščin, torej tisto, kar v resnici vsi mi kot državljani, kot zaposleni nujno potrebujemo. Temu rečemo osnovne digitalne veščine. Te veščine smo nadgradili z uporabniškimi digitalnimi veščinami, običajno rečemo v bistvu uporaba nekih orodij, tukaj smo imeli zelo veliko usposabljanj z vidika uporabe nekih informacijskih sistemov, ki jih uporabljamo v državni upravi. Danes je bilo to zelo pomembno, tudi generalna direktorica je povedala, Eva, ti si povedala, socialno-emocionalne veščine miksamo z drugimi veščinami, pa vendar so zelo močno jedro digitalnih kompetenc. Socialno-emocionalne veščine, vključno z nekaterimi, ki ste tam napisali, kritično mišljenje, vsa socialna interakcija, komuniciranje, pa še tukaj notri, v spremenjenih okoliščinah digitalnega sveta se tudi ta del spreminja. Samo pomislimo, v bistvu, ko komuniciramo več nadaljavo, se naša v bistvu interakcija z drugimi ljudmi v bistvu spreminja. S tem delom smo želeli nadgraditi ta nabor veščin. Eden izmed ciljev programa, projekta, ki smo ga začrtali na začetku, je bilo tudi usposobiti 1000 IKT strokovnjakov. Za njih smo pripravili poseben program, seveda so to znanja na višji ravni, ampak če želimo, da oni napredujejo na kompetenci, morajo biti v bistvu tudi njihova znanja na višji ravni. In ta raven, to raven imenujemo profesionalne digitalne veščine in na koncu, kot se spodobi na vrhu, vodstvene digitalne veščine, ki smo jih razvili v obliki mentorskega programa 1 na 1. Tukaj sem zdaj govoril kar o nekih že metodah, mogoče se lotim najprej programa. Tole je v bistvu drugače pripravil ChatGPT, kar takoj povem. Povedal sem mu, da želim, da v bistvu tako da jaz ne znam tako lepo oblikovati, znam lepo, ampak chat je še tole lepše, ampak kaj sem hotel s tole sliko pokazati? Tukaj imamo več kot 95 usposabljanj, ki smo jih v zadnjih 3 letih mi ponujali vam, vsem vam, ki ste se udeležili, hvala, ker ste se udeležili, še se lahko udeležite do konca junija, ne pri vseh, nekaterih ne izvajamo več, nekatere bomo mogoče še izvedli, večino še izvajamo drugače, no. Ampak če pogledate, v bistvu program je zelo obilen, pokrili smo pa dejansko vsa področja, ki se dotikajo digitalnega opismenjevanja in pismenosti. Tole je drugače tak zelo plen slajd, ampak je zelo pomemben. Zakaj? Zaradi tega, ker v resnici na kakšen način smo razmišljali in na kakšen način smo usposabljali. Če poznate, če prihajate mogoče iz bolj tehničnih ali pa tudi mogoče iz ekonomskih, poznate verjetno tole krivuljo, ki je desno, v resnici te krivulje se reče teorija dolgega repa oziroma krivulja dolgega repa. Pri razvoju teh usposabljanj in predvsem pri razvoju metod, s katerimi smo targetirali našo ciljno publiko, smo poskušali pokriti celoten spekter ciljne publike. To pomeni v resnici dobiti ciljno publiko tam, kjer je, s tisto vsebino, ki jo potrebuje. Kako smo to počeli? Izvajali smo seminarje in delavnice v živo in nadaljavo. Velike dogodke smo izvajali, ta veliki dogodki je prevod termina live eventi, to smo izvajali samo nadaljavo in tukaj gre za večjo količino udeležencev, tipično večjo. Hkrati e-usposabljanje, ki imamo
blazen porast v tem trenutku in potem seveda mentorski program 1 na 1. S tem smo pokrili, če si zdaj predstavljate, jaz ne vem, če imam tukaj tudi, ampak v resnici tale zeleni del je glava, pokrijajo seminarji, delavnice, v živo, nadaljavo in veliki dogodki, ter usposabljanja, nogo oziroma rep pa pokrijajo potem v bistvu mentorski program. Sem bil malo dolgočasen, ampak se mi je zdel ful pomemben, no, tako. Ne, to je v bistvu dejansko dokaz, da smo prišli do vas, da si nismo samo zmislili, saj številke pokažejo tudi, ampak tako. Ja, ker sami smo si dali medaljo ob tem trenutku, v glavnem ponosni smo na to, kar smo naredili, nisem jaz edini, ki sem bil v tem ZOS-u ali pa v tem projektu. Najlepša hvala najprej vodstvu, ki je potrdilo in ki je v bistvu nas bodrilo, seveda celotna projektna skupina, ki je skrbela za koordinacijo, tudi za razvoj, in seveda vsem vam, ki ste se udeležili naših usposabljanj, ker konec koncev mi bi lahko izvajali usposabljanja, pa vas ne bi bilo, pa potem tudi številk ne bi bilo. Tako da v bistvu hvala za to in kot rečeno tudi hvala načrtu za okrevanje in odpornost, ki je pač financiral to. Zdaj pa poglejmo številke. Naš mejnik je bil 40.000 udeležb, tako se je imenoval prvotni cilj, 40.000 udeležb na usposabljanjih za digitalno pismenost. Slabo leto nazaj smo ta cilj spremenili na željo Evropske komisije in se je cilj poimenoval 40.000 certifikatov oziroma potrdil. Pač to je bolj administrativne narave, zato da se je lažje pač preverjati. Vendar vse ostale številke, ki tukaj kažejo, tudi niso samo številke, so seveda jih zaznamo kot številke. 1285 udeležb na usposabljanjih za IKT specialiste, pri tem, da smo imeli pač prvi mejnik, v bistvu 1000 udeležb, torej smo presegli oba vnaprej predvidena mejnika. Blazen porast na usposabljanjih, tukaj beležimo skoraj da že 15% udeležb samo z usposabljanji, kar nakazuje na to, kar bomo tudi verjetno se potem naprej pogovorili, usmeritev v razvoj. Ogromna količina izvedenih dogodkov, tukaj nismo delali samo velikih dogodkov, mi bi v Hecu bi lahko zdaj rekel, lahko bi naredili en velik dogodek, na katerega bi povabili 40.000 javnih uslužbencev in bi z vidika Evropske komisije celo dosegli cilj. Sicer bi bili zelo poceni, ker to pač ne bi bil drag dogodek, sploh če bi ga izvedli nadaljavo. Mogoče bi še kakšno kavo lahko plačali, ampak to je to, prav veliko ne. No, mi smo si želeli v bistvu približati vam, pa hkrati v bistvu nekako poslušati tudi vaše želje. V resnici smo izvedli preko 1300 dogodkov, ki smo jih izvajali tako kot rečeno v živo ali nadaljavo. In te dve številki sta tudi v bistvu zelo ogromni, v resnici 95 različnih usposabljanj, ki smo jih neprestano nadgrajevali. To pomeni, načrtno smo delali usposabljanja, ki smo jih izvajali kratek čas, zato da smo v bistvu evalvirali, kaj se dogaja na usposabljanju, spremenili vsebino, če je bilo potrebno, ponovno evalvirali in v resnici delali razvoj. Torej, vse skozi pri tem, ko smo v bistvu koordinirali, razvijali, smo kratek čas koordinacije imeli v bistvu v delu razvoj in spreminjali. Predstavljajte si, da v resnici, če bi imeli v tem trenutku odprt program usposabljanj za umetno inteligenco, če bi ga imeli odprtega, 2-3 leta nazaj, bi v resnici bil tole presneto že zastarel programa. V resnici pričakujemo celo, da bo treba delati na manj kot pol leta ali pa na približno pol leta. S tem pa hočem nekako potrditi to, da smo v resnici dobri. Tam smo si dali medaljo, ampak v resnici tole podatki pa res kažejo, da smo dobri. To je pa v bistvu merjenje učinka.
s katerim smo vsako leto delali, oziroma po koncu leta delamo v bistvu merjenje učinka na manjšem vzorcu udeležencev, s katerim v bistvu preverjamo njihovo v bistvu poznavanje, ampak ne poznavanje v obliki testa, vendar v bistvu njihovo mnenje glede na to, kaj oni opažajo pri svojem delu. Pomenljivo je seveda to, da je v bistvu več kot 96% naših udeležencev zaznalo spremembo pri njihovem vedenju in pri njihovem upravljanju dela, spremembo, se pravi, se je izboljšalo njihovo znanje. Kaj to pomeni? To pomeni v resnici, da je bil point, da so prišli k nam, ker prej tega ni bilo. V resnici njihovo povprečno povečanje znanja ocenjujejo na skoraj 50%, tudi druge dve številki, kar govori o povečanju samozavesti, kar vemo, da je velik problem pri digitalni pismenosti, ker je to kompetenca, ki je neposredno povezana tudi s tehnologijo in je včasih dovolj že odpor do tehnologije ali pa do neznanega, lahko v bistvu tisti razlog, zakaj se nekdo ne želi učiti, pa verjetno nima nekega drugega primanjkljaja, zakaj bi se učil, ampak odpor do neke tehnologije, kljub temu, da vsi hodimo z mobiteli, pa nekaterimi 3, 4 telefoni, ampak v resnici je to lahko še vedno velik problem. Tudi povečana uporaba digitalnega orodja, zdaj tukaj ni nujno samo tehnično orodje, kot naprava, orodje, software, neka veščina, zopet zelo visok procent, 87%, in tako da menimo, da smo bili v tem projektu ne samo številčno uspešni in smo dosegli pač nek mejnik, ampak trdimo, oziroma številke nekako trdijo, da v resnici smo bili pri tem tudi uspešni. Zdaj pa pogledamo malo naprej. Danes je bilo o tem že sicer marsikaj odgovorjenega, celo to, kar bom povedal naprej. Vprašal bi vas zelo preprosto, glede na to, da ste se nekateri udeležili naših usposabljanj, nekateri se morda še boste, želim si, da se boste, kako si predstavljate usposabljanje javnih uslužbencev čez 5 let? S tem znanjem, ki ga imate sedaj, kako mislite, da bo to izgledalo, ali pa kako bi si vi želeli v bistvu izobraževati oziroma usposabljati? Torej, verjetno smo si edini, da se verjetno še čez 5 let bomo še vedno usposabljali, saj to je nekaj dosti naravnega, da pridobivamo znanje. Vse to, kar sem zdaj govoril, so samo metode dela, s katerimi v bistvu ljudje ali pa mi v bistvu pridobivamo neko novo znanje. Nekako lahko iz tega, kar smo v bistvu odkrili v projektu, pa pokažemo na te stvari, se pravi, da bo v bistvu umetna inteligenca neposredno vplivala tudi v samo izvajanje in razvoj usposabljanj. O e-usposabljanjih smo tudi govorili, o interaktivnih e-usposabljanjih, ki v bistvu lahko v bistvu pomagajo. Zakaj? Zato, ker so v resnici na voljo kadarkoli, kjerkoli. Morda zelo pomemben del je personalizacija učnega procesa, personalizacija učnih vsebin in personalizacija usposabljanj kot takih. Zakaj? Zato, ker se v resnici lahko vsebina prilagodi v bistvu uporabniku oziroma njegovim potrebam. Mikroučenje, če še to povem, termin mikroučenje imamo sicer tudi pri nas uporabljen na naši spletni strani, naredili smo kar nekaj e-usposabljanj na to temo. To so krajše enote, ki v bistvu nekako zadovoljujejo točno tiste potrebe pri znanju ali pa primanjkljaju, ki ga imate. In potem seveda vsi to se pa tiče vseh nas, ne glede na našo starost, vse življenjsko učenje. Kot na začetek svet samo zadnjih 4-5 let se nam je drastično spremenil. Verjamem, da se nam bo naslednjih 5 let zopet. Tukaj je Erik, ki je povedal, da imamo eksponentno rast umetne inteligence. To pomeni, da bomo imeli v resnici, imamo v ozadju nek tehnološki pojem, ki v bistvu spodbuja
kompletno gospodarstvo, javno pravo in verjamem, da bomo še prisotni. Zaključil bom samo z eno mislijo, v resnici govoril sem in tudi večkrat se me v bistvu pojmuje kot nekoga, ki sem tehnolog, nisem tehnolog, poznate v bistvu, v resnici in tudi vsebina, o kateri smo zdaj govorili, ni nujno in ni neposredno tehnološka. Se pa vsebina, o katerih smo zdaj govorili, v bistvu neposredno dotika nas vseh ljudi. In vlaganja v znanje in tako, kot sem prej rekel, v pripravljenost na spremembe je tisto ključno, kar je za nas verjetno najbolj pomembno. Tako da toliko za enkrat, če imate kakršnokoli vprašanje. Jaz upam, da sem pohvalil čisto vse, ki ste imeli karkoli pri projektu. Če ste še zaposleni na UA ali pa če niste, in v resnici hvala vsem za vse in generalna direktorica Eva, hvala tebi, Bojana, Karin, za vse pač, tako da in seveda projektna skupina v celoti, ki je skrbela in skrbi za ta projekt. To je to, vse, po mojem sem že čez. Ne, stop igra, lahko? Ne, Peter, ne, oprosti. Podelil si medaljo, niste pa dobili aplavza za medaljo, tako da dajmo, prosim, en velik aplavz. Jaz vsem prosim, glede na to, da smo danes že imeli to, da v bistvu prav vsi, ki ste sodelovali in sodelujete in seveda še vedno sodelujete do 30.6., prosim, da ostanete, če že ne stojite, če stojite, se ne vseh, prosim. Zadaj torej? Ker ja, vse že stojijo, no? Tako da v bistvu pač ni bilo videti razlike, ampak ja, povej. Najlepša hvala, Peter, mislim, da smo pa zdaj to medaljo res predali in jo začutili, tako da hvala za to predstavitev, jaz pa zdaj predajam tudi tale klikerček, ker da ne bom slučajno, ja, to, najlepša hvala.